Ja, dobro jutro. Gremo se zapeljati do Kopra. Vmes se ostavim do prijatelja Elvisa, on pobere svojo Hondico, gremo tankat, pa še zadnjič v tej sezoni, da malo doživimo motorje. To je moj prijatelj Elvis. Jaz pa on se poznava, ker je bil malo manjši. Ta je dobra. Tako da z Elvisom sva odrasla skup in evo, po tolikih letih se še vedno druživa, čeprav zdaj sva se začela družiti z eno novo povezavo in to so motorji. Da, masko gor, sem lepši. Ej, Elvis, kam greva? Pičkavce. Pičkavce. To pomeni... Gremo na obalo. Na obalo se gre zapeljati. Gremo na obalo pogledati, kaj dogaja. Še zadnjič v tej sezoni, po mojem. Še zadnjič. Zadnjič, evo ga, to je njegova CBR-a Jurija, predelana vsa, lepe ročkice, bremzice, ful dobra Firebladeka, zrihtana, se pravi vzad ima nosilček, športan, edin, fali mu mal bolj glasen auspuh, ampak to pride še na vrsto. Pride, je že vse kupljeno. Vse je kupljeno? Vse je kupljeno, čakamo na delo. Čez zimo. Jaz imam pa tokrat Aprilio Tuono, 660, tesno, in sem si rekel, da se zapeljem, da vidim, kaj je razlika med tem pa RS 660. Ej, greva tankat, imaš dosti goriva. Za 150 km ga imam še. Enoč greva na tankat ga, pa da sva ziherca. Ajde. Pa daj počakaj me, Elvis, no. Se vem, da si hud, pa imaš 4 cilindre, jaz imam pa sam 2. Ampak vseeno, veš. Treba tukaj voziti počas, pa varno. No, predtem gremo pa malo še na pumpo tankat. In jaz sem mislil, da bomo šli na Vič, ne, on se je postavil tle na Tivolski. Pa kaj ćeš ti reči njemu, ko mu moraš skozi ponavljati. Pa kljub temu mu ne pomaga, nima veze. Hvala sem komi odprl čep, pa sem pa vlil 95, gledam, koliko je pač treba tankat, dejansko je ne par litrškov, to je bilo pa to. Tako da nisem neki ful plačal, ampak sen. Pustim jaz njega prvega, da gre, veš, da ima feeling, da je jak. A ne? In jaz grem pol čas, pogledam levo, lepo se vklopam na Tivolsko v Easy. Prijem na rdečo, ampak to sem doven. Tale tukaj me je pa čist navdušil, 125, prijatelj moj, old school zvok. Sam poslušaj. Na YouTubeu si pogledaj. Ja, tukaj je imeno Piloti si. A ja, tukaj bom slišal. Evo da. Ja, dobro. Veš, dvotakten motor ima malo drugačen zvok, kot štiritakten. Malo več duše ima, če mene vprašaš. Ne vem zakaj, ampak fora je sam v tej osnovi motorja, zasnovi. Ne? Ker nima ventilov pa tega in vse je pač noter v cilindru, deluje samo od sebe, not so sam te kanali in bat odpira, zapira. Ker jaz sem imel Gilero SP02 125 kubično in zvok je bil zelo podoben. Ampak dober, to so sam še spomeni ostali, to je bilo tam ene 25 let nazaj. To je pa zvok dvovalnika, Aprilia Tuono. Se pravi, tole ti je 660 kubikov, to ima 95 konjev, se pravi, tam vrti se 10 ur pa pol, tam ti ima pač največ konjev, pa 8 ur pa pol ima pa 67 Nm na hora, 6-stopenjski menjalnik, sklopka mokra, pol ima vse te sisteme proti spodrsavanju, ABS, ovo, medosna razdalja je pa kar oska, 1370 mm. Drugač, koliko to kaj pije? Tam je 5 litrčkov na 100, ne? Pa ima 15 litrov tank. Tako da je 4 litre rezerve. Ampak to itak vse brez veze. Jaz sem hotel dejansko čutiti, kako se ta motor obnaša. Pa sem šel spet na PVG, sem rekel, dejte mi unga Tuonota. Ker prejšnji sem vozil RS 660 in mi je bil res hud, ful dober. Edin un tank njihov od Aprilije mi ne paše, me zabija v teme. In se rekel, ajde da probam tega Tuonota, ne. Ker Tuono ima pa bolj pokončno držo, ne. Ni tako dol na tleh. In, glej,
bolj sem fan Aprilia RS 660, zakaj, nekako mi tista nižja drža paše bolj. Je pa res, da tam te malo bolj roke bolijo, kot tle si malo bolj sproščen. Je pa minus to, da ker nima nobene vetrne zaščite, ti veter tolče v prsa. Nisem neki ljubitelj naked motorjev, nikoli nisem imel svojega naked motorja, glih zaradi tega vetra. Čeprav, če pogledaš, je to bolj varno vse skup. Ker pri cestaku ti lahko tiščiš, ko zmešan, se skriješ spodaj pod tist spoilerček in dejansko ne čutiš nič. Tak feeling je, kada si v brezzračnem prostoru, lahko kar dol skočiš, saj se mi nič ne bo zgodil. No tukaj pa čutiš hitrost in dejansko fora teh nakedov je, da če greš počas, ful dobiš nazaj. Ampak ne vem, nekako mi ne sede. Mogoče bi mogel dati več možnosti nakedem, pa bi mogoče tudi to, kako bi rekel, sprejel. Ampak če ima možnost kupiti cestaka, bi raje kupil cestaka, čeprav cestaki niso več toliko popularni, kot so bili. Dejansko so ful zgubili na prodaji, ljudje jih ne kupujejo, ker so neudobni. Je res, da so te nove cestaki nekakene take bolj mile verzije starih cestakov. So bolj udobni, noge sedijo nižji, roke višji. Nekako, kot bi rekel, neki naked z oklepom, ampak vseeno bolj športno se sedi ga tukaj. Evo, ta zvok dvovaljnika in zvok štirvaljnika. Evo, blokada. Elvis ga ne špara. Non si arriva, sono italiano. Ne moreš verjeti, dvakrat na poti na morje smo imeli delo na cesti in smo čakali, semafori pa to. Ne zgodi se to velikokrat, ampak tokrat kar dvakrat. Sem se pa malo hecel, ko sem se ustavljal, malo sva prbila gas, da slišva razliko. In sem rekel, da nov zaribal, ker to je Italijan. Ne, smo se smejali, čeprav jam tako rekel, teli novi Italijani, gli garancijo ima. A ne, če kupaš novega, dok je v garanciji, se ne sekiraš. Je pa res, da je bedno, če moraš šraufat, moraš iti na servisi brez motorja, čakaš rezervne dele. Včasih tudi ne znajo popraviti, oziroma prvič se soočajo s problemom. In vse to ti gre na živce. In evo, spet drugi čakamo. O tem sem govoril. Svi asfalt se ni vod, ti več vod. Ume več niso to. Jaz se kar ne upam, bola, veš, zdržim tukaj. Še možda ne, veš. Malo easy. Ja, dejansko sem mu rekel, da je pač asfalt mrzel in da si ne upam neki zalagati pa to, pa tudi gas dajati na polno, čeprav tale ima proti spodrsavanju sistema, ne, pa tudi če daš gas, mu ne pusti, da se zavrti, kar je meni ful dober pri teh novih motorjih. Nekako zdaj, da bi kupil star motor, močen motor, mi kar ni, glih zaradi takih stvari, ker tale sistem te lahko reš. Gledi tega divjaka. No, mogoče zgleda to na kameri divjak. Zavedati se morate, da motorji so zelo lahki, veliko konjev imajo. Za njih prehitevanje je čisto easy. Tukaj le Elvis neki poskuša, da bi posnel neko violino. Je rekel, dajdi na posnam mi violino. Ne razumem glih, kaj je hotel s tem pokazati. Čeprav tukaj se je usedel. Oziroma po moje si je imaginiral, da ima punco zadaj, ker nobena si ne upa z njih voziti, ne. Pol je rekel, da vidim vsaj kakšen občutek je, če bi vzad kakšna sedela. No, tukaj smo pa že kar, tole pa že črni kal. Tlej smo pa rekli, da se bomo ustavili pri Viki Burgerju, da kakšno popijemo. In prvo sva kar falila, no. In pa sem šel dodol, sem se obrnil in dejansko sem pol prišel pač na parking. Na parkingu pa, tam vedno vidiš veliko, vedno. In tudi tokrat ni bilo drugače. Je bila pa res ena posebnost, ki pa ne viješ. Dejansko sem jo videl sam na internetu. No, se boste videli, kjera. No, zdaj pa gledajte na levi strani, pa to že konc sezone, kar veliko motorjev. Tako da sem komi plec najdel.
Jebote, sam sam se ukočio. Tole mi ga na živce. Tele aprilijama je ta teme ful visoko in pritiska, stari. Ja vidiš, nimaš položno. SR aprilij mi je tole šlo na živce, pa sem rekel, ajde, da bom probal tono, tako si bolj po koncu. Ja, pa džabe. Mal manj, ampak ne, vse lepo zgleda, sem to meni. A veš, ti se lepo uležeš in fino, tukaj je pa kar to gor. Jaz sem še malo treba gor, ne? Pa nima to veze, Malo blaži, malo blaži. Probi se usesti na tega, ajde. Ne bom. Pa da vidim. Ne bom zdaj neč, pusti me. Ajde, gremo zdaj na pijačko. Prišla sva sem gor v Viki Burgerja, dejansko sem drugič tukaj, prvič sem bil z njim, še mesec dni nazaj, pa sem rekel, da greva na C9, tukaj pa sploh imajo tako dober, ker ti tako dajo C9. Veš, ni unih pakung, ampak glej po domače. Drugače sam motor po sebi, full cool, sam, ne vem, kada sem se malo navadil že, tako, kamor mi ne gre. Kuno, kar dan gas, pa kar čakam. Konka potegne, stari, tista Jurja, glej, tiste, ki izstrelili bi ga. Ampak ja, si videl na koncu, koliko je policajev bilo. Ja, Vsi so nam takole delali, smanji, pa tako vozim se 5 km, pa kdaj da smanjim. In tako naenkrat 3 patrole, gleda, da so imeli neko akcijo pa to. Zdaj bomo pa tukaj popili tole C9-ico, pa gre dol do morja in to je to. Glej tole old school Honda, stari. Super sport. Glej to, kam ima 4 cilindre. Ne 4, 6 cilindrov. Old school 80-ta. Daj mi povej, kdaj si kupil CBR-o? Ne vem, lani enkrat, pa sem bil še brez izpita. Kako to, da si kupil CBR-o? Zdaj sem. Zdaj te vidim, da se kar dosti furaš po TikToku, pa to snimaš. Tudi to, ja. Kako imaš ime? Bašič HRC. Poglej ljudi v oči pa jim reči. Bašič HRC. Bašič HRC, to pomeni Honda Racing klub. Ne. Karera. Se je to HRC, to je Honda Racing, C pa ne vem kva je, napište spodaj v komentar. Prav Honda Racing. Ja, HRC to je bilo tisto močno. Zdaj je bila 30 ali 50 letnica je bila. Ja, vem. HRC je bil 50 letnica, Firebladeka je bila pa zdaj 30. 30, kaj? Ja. Dajte mi povedati, kjer zvok vam je bolj všeč. Od 4 cilindra ali 2 cilindra? Jaz osebno imam rad ful, ko se 4 cilindri vrtijo in ko uno se dere in ti uno kar dvovaljniki ne, se ne vrtijo toliko, ampak ima spet svoje neko veselje. Sploh recimo pa RS 660, ki je imel športni menjalnik oziroma športno sklopko, short shifter ali sport shifter, kva je že, ko v bistvu ne rabiš gas spuščati, sam nabijaš gor, bam ali pa dol. Ti si je bilo ful dober, pa je kar pokal. Pa ima je svoj čar, čeprav vedno sem govoril prej, ker sem slišal kakšne Ducati pa Nigalete, to ima beden zvok. Ma glej, dokler ne voziš, probaš stvari, ne ukvarjaš se z njimi, nisi v povezavi z njimi, lahko samo ugibaš, tako preko televizije, interneta, telefona, če gledaš to na telefonu, to je najslabša izkušnja. Se pravi, s čemarkoli. Ne moreš v bistvu sploh trditi, kaj, kako, zakaj je. Vedno moraš vse stvari sam probati, da lahko o njih govoriš, trdiš, imaš kakšno tezo. No se vse in zdaj smo že pri morju, Kopru, rekla sva, da greva do plaže, ful me je presenetilo to, da je sonce. Tako, kaj, v Ljubljani vedno megla, katastrofa, dol pa sonce. Če ne bi bile temperature malo niže, bi si rekel, mi smo tle sredi avgusta. Ljudje so na morju, na plažah, se kopajo. Jaz sem sam gledal, kaj pa je to. Jaz pa spodaj imel že dolge gate pod hlačem, ker pač pihal mrzlo. Tle so pa na akciji. Glejte to, pa na rolerih, pa vsi veseli. Ni čudno, da vsi hočejo živeti na obali. Če je tam lepo, sonce, gole riti, in kaj če šlebiš, glejte, pa modrina. Prišli smo v Koper, ljudje se kopajo, vroče, tako da skini tole. Skidam. Gremo se malo razkomotiti, uživati, tako da hvala lepa za ogled, like, share, subscribe, vse veste, pa tle, kada je drug svet. Če primerjaš tole z Ljubljano, glej, tle je še vedno morje, poletje.